No, še enkrat dober dan, dobrodošli. Tak zaključek filma je, da pravzaprav je fino, če imamo malo tišine vmes, je kar težko začeti govoriti, še posebej, a ne, ko je junak filma tako tiho ves čas. Še enkrat, a ne, povem, da je z mano Nagisa Moritoki Škof. Zelo sem vesela, midva se že kar dolgo poznava, sva nekajkrat sodelovali pri pripovedovalskem festivalu, tako da sva si na nek način blizu. Čeprav se ne poznava tako zelo dobro, ampak se zgodi tisto mogoče tako, kot v tem filmu ene parkrat, da se zagledaš, če tudi ne govoriš prav veliko, ali pa začutiš, a ne. In danes mi je bilo res neizmerno lepo, Nagisa, ker sva sedeli skupaj in zdaj na koncu filma, ker nam je, mislim, da vsem postalo malo hudo, še s to pesmijo. No, pa te vendarle za začetek vprašam, no, že prej sem povedala, ne, da Nagisa že kar dolgo časa živi tukaj v Sloveniji, da že od leta 95, a ne, predavaš na Filozofski fakulteti, ukvarja se predvsem z jezikoslovjem in za jezikovno izobraževanje skrbi. Hkrati pa seveda si umetnica, tudi glasbenica, zelo rahločutna do vseh oblik umetnosti, tako te jaz nekako doživljam in zato sem prav nekako radovedna, da nam poveš, da podeliš z nami najprej svoje vtise o filmu. Težko je povedati. Tudi vam je težko povedati, kakšen film je bil, pa to mogoče kar brez besed, a ne, tak občutek, popoln občutek imam po filmu. Ampak najprej moram tebe zahvaliti za to priložnost, da sem sploh to film gledala v Kinodvoru. Hvala lepa, Kinodvor. Pa tudi z vami malo delimo, a ne, občutek, pa mnenje, pa ne vem, kaj ste mislili, kaj sva medve mislili. Tak imeniten občutek pa, ne vem, nikoli ne bom več imela, ne vem, v življenju. Ampak, a ne, po tem filmu najprej sem mislila, kakšno lepo življenje. Pa kako je biti lepo, kako je lepo živeti. Tak občutek. Pa vendar, Nagisa, mogoče še to, a ne, zdaj večini nam, a ne, v dvorani, jaz osebno recimo nisem bila še nikoli na Japonskem, pa vendarle seveda gledamo filme, beremo knjige, ampak je to na nek način, se kultura malček razlikuje. Zdaj seveda jaz sem po ogledu filma šele prebrala, a ne, da je bil to pač projekt, da so v Tokiu, a ne, povabili 17 umetnikov in so pač vsak umetnik je potem skreiral oziroma naredil načrte za eno od teh stranišč. In na splošno, a ne, sem brala tudi o tem, kako pač so tam javna stranišča nekaj čisto drugega pomeni, a ne, kot nam v naši kulturi. To gre za javne prostore, kjer bi se pa naj človek počutil lepo, domače in seveda tukaj so ta stranišča, ki jih mi gledamo v filmu, so seveda še posebej lepa, a ne. Mogoče nam nekaj poveš, a ne, o tem, recimo kakšna je razlika, kaj to pomeni, pa se bo potem še bolj podrobno kakšnega dotaknili, ne. Take nove informacije pa vedno dobivamo od vas, ne, naprimer, da 17 stranišč je bil ta projekt v Tokiu, a tega jaz nisem vedela, ne. Ja. Zato hvala za informacijo. Pa tudi so lepe stranišča, ne, bila. Pa tokrat za novo leto sem bila v Tokiu, pa sem hotela obiskati ta stranišča, ampak mi ni uspelo. Ampak enkrat bi rada šla, pa poskusila tako zapreti, pa se, a ne, da se ne vidite od zunaj. Take doživljenje pa je prav zanimivo. Ampak ta stranišče je ta ena, ne vem, kako je ta, ne, filmski režiser misli, ampak stranišče, meni se zdi, da je to simbol čistoče. Zjutraj babica začne cesto čistiti, pol on čisti stranišče cel dan, potem pa na koncu dneva gre čistiti, gre v banjo, ta javni bazen, pa se čistiti. In ta čistoča je nekaj, mogoče za nas, ne vem,
A je isto ali ni isto, to pa ni tako drugačno, ampak osebno zame čistoča je začetna točka, pa tudi zaključna točka. Ne. Začetna točka, zakaj? To je, naprimer, takrat, ko gremo v sintoistične svetišče, ali pa tempelj, budistični tempelj, najprej si roke umijemo, usta se čistimo, da to je tak simbol, da očiščenje, da umazanje, pa prah, pa tudi slabe ideje, ne, pa tako spustimo z vodo. Pol gremo tja, pa pridemo nazaj. A pa zdaj, a ne sem rekla, da za novo leto sem doživela na Japonskem, takrat, da po novem letu, tam, kjer je ta ura 12 ura, mi ne streljamo ognjemeto, ampak pa zvonimo zvon 108-krat. In zakaj 108-krat? To je zato, ker mi imamo 108 slabih idej. In to počistimo en zvon, pa a ne damo stran eno slabo idejo. Potem 108-krat pa počistimo ta slabih idej in v novem letu tako s čistim telesom oziroma s čisto dušo spet začnemo živeti. Tako da čistoča je začetna točka. Je pa tudi taka, a ne vem, mogoče to tako preveč za japonsko dobro rečem, ampak to je taka spet skromna točka. Tam čistoča. Ja, tam se začnemo in v življenju na koncu, kot je on, nič ne rabiš, ne. No, zdaj si se dotaknila na nek način teh ritualov, ki se bo vrnila k njima. Zdaj, Wim Wenders je seveda svetovno priznan režiser, najbolj pomembnih nemških režiserjev, bil je eden od začetnikov novega nemškega vala, on je res prejel številne nagrade in on se je s tem povabilom, njega so pravzaprav prav ta skupnost, ki je organizirala v tem okrožju ta umetniški oziroma na nek način pokazati gostoljubje Japonske oziroma tega okoliša za vse prišleke, ki pridejo, ko uporabljajo javna stranišča. In on je dobil to povabilo, režiser, in potem so mislili, da bo naredil take kratke filme. Potem je pa nekako ga je to tako prevzelo, da so to tako kot ene take točke, skoraj kot ene vrste svetišča in prav v tem, da se na simbolni ravni, to, kar si zdaj o teh zvonovih govorila, za novo leto, na nek način lahko prideš v ta stik sam s sabo in se na nek način očistaš in lahko vsak dan znova začneš sproti. Zanimivo je, tudi Wenders sam je povedal, da ko je srečal tega igralca, ta igralec je seveda dobil tudi nagrado, res izjemno je to odigral, pravzaprav se čisto potopimo vam, pa še na vse zadnje skoraj da nič ne govori z tistih par nekaj besed, ampak zelo, zelo ga začutimo. No? In skozi to je potem prišlo do tega, se pravi, celovečernega filma. Mogoče preden vas povabim k besedi, se mogoče dotakneva samo še tega, kar je rdeča nit celega filma. Pravzaprav on ob vsem tem zelo strogem in vsakodnevni rutini, kar vse počne in zelo natančno in zelo predano, je ena rdeča nit to opazovanje drevja, teh listov. To pa vsi dobro poznamo. Vsak od nas ima to gotovo to izkušnjo, da je to tako kot ene vrste zapika. Kamorkoli, zdaj v Sloveniji imamo srečo, da imamo veliko drevesa, pa tudi veliko gozdov, ne samo dreves. No in čisto na koncu filma, ne vem, če ste opazili, nekateri ste šli na stranišče, to je pač v bistvu, Japonci imate za to prav en izraz, temu trenutku, ko te listi zaplešejo, ta trenutek, ki si scela tukaj in zdaj in se reče komorebi. No, kaj to pač pomeni? No? Komorebi je tak sončne žarke, ki gre skozi list. Tako da pod drevesom, pa pod, naprimer, lipo, mi smo v senci, ampak včasih vidimo te sonce.
In ta svetlova je komorebi. In to pomeni, da kadar vi rečete recimo komorebi, pomeni, da si opazil te sončne žarke, ki gredo skozi to listje, skozi ta ples teh listov. To je pravzaprav prav izraz za to, tako kot rečeš, ne vem, vzhod, zahod. Je zgolj to, da opišeš skozi to, da si to videl, ali kako? Kako se reče to v slovenščini? Ja, nimamo posebnega izraza, ne? Rekli bi, da gre svetloba skozi listje. Šelestenje listov, imamo več izrazov za to. Ja, naredimo eno novo besedo, ne, pa zapišemo v Franciji. Svoj svetlobe, ja, da preseva svetloba. No, in zdaj trenutek, Nagisa, mogoče, da predno gremo naprej, da vam podam besedo, da vam odprem, da poveste komentarje. Nagisa seveda je, kar se tiče japonske dežele in Tokija, najbolj doma med vsemi nami. Jaz sem iz juga. No, ampak v Tokiju si zagotovo bila. Ja. Zanimivo mesto. Tako da kar vabim vas k besedi. Vprašanji, vtisi na film, gospa. Prekrasen film, svet drugačen kot naš, goro betona pokaže, ker mi tle v zelenju sploh ne vemo, kaj to pomeni, ampak potem spoznanje, da ni sam beton, da je tudi listek, ker lebdi v sončni svetlobi in da ga človek v tem betonu opazi. In prikazano to rutino življenja, pedantno, kot je bil gospod pedanten, pa vendar ga dohiti preteklost, včasih z grenkimi spomini, včasih pa z veselimi. In kako to na lep način pokaže. In tista njegova rutina, ko ostane v trenutku brez denarja, kako si najde novo skromno pot, brez pretoževanja in tako naprej. In spet, ko zmore, spet gre v svojo rutino naprej. Prečudovito. Hvala, da ste izbrali tako lep film za nas. Ja. Hvala za te besede. Bi še kdo kaj povedal? Jaz bi dodala te gospe, hvala za besedo. Vi ste me spomnili v filmu, ne? Pa kako on vsak dan ima isto rutine, ampak med tem on goji take mečkine večice, ne, te sadike. In sadike je prav imel v svojem šalčku za čaj, ali pa ne vem, za nekaj takega, ne pa v lončku za rože. Ne pa on posebej kupil, ampak v svojem, skrbi za te mlade poganke, ne? Zakaj on ima to, ne? Ja. Oni ne morejo živeti v majhnem stanovanju, ki je v senci, ampak zakaj on ima to? In tudi Gospod izhaja iz bogate družine. Ta razkol med njegovo družino in njemu ne vemo, ampak vidimo, zakaj da izhaja, zato ker pride njegova sestra z avtom, ampak šoferjem. To pa pomeni najvišji rang družbe. Ja, iz te vsakodnevne rutine. In zato pol ugotoviš, zakaj on čita, da je intelektualec, da je bil drugače vzgojen. Ni bil na cesti vzgojen, ampak v nekem kulturnem domu, ker tudi svet je opazi in te stvari. Ne? Ker je pravila čisto na preprosto delo, ko bi rekel človek. Umazano. Nekaj je bilo tukaj veliko smeha, ko ste ga videli, ko je drgno. Ne? Ampak je pa ponosen na to delo. Ne? Se vidite, da je tudi cel dan delu, da bi bila ta stranišča očiščena. Ne? Sam cel dan pol videl, da se ne da in je potem prosil za pomoč. Ne? Ampak ponos pri takem deli, ki ga mi,
kako smo včasih rekli, če se ne boš učil, boš šel pa strnišče pucati. Smo tako rekli, ne? Vidite, ta je pa ponosen za to, da čisti. In je ta film res da misliti, da bi mogli tudi biti na vsak del, ki ga upravljamo, z veseljem in pa ponosni, da ga lahko upravljamo. Čeprav je, bi rekel, bolj. Tako, ampak res, vsa čast, no? Vsa čast. Ja, mogoče še kdo na balkonu, danes pa prav nič ne vidim na balkon. Čista tema je tam zgoraj. Ni? Ali pa še tukaj tudi spodaj? Gospa, tukaj v prvi vrsti. Zdravo, gospe Mete. Ja, hvala lepa še enkrat za ta čudovit film. Jaz sem ga sicer že enkrat videla in ne bi bil problem ga še enkrat gledati, ker je toliko sporočil. To je film, o katerem bi verjetno lahko ure govorili in vsak od nas bi imel svoje videnje in svoje razlage. Tako strašno potrebo imamo, da interpretiramo zadeve in vsak jih vidi na svoj način. Sporočila so pa zelo preprosta. Ne glede na to, ali je na Japonskem ali bi se to dogajalo kje drugje. Vsako delo je vredno, vsako delo, če ga opravljaš predano, te osrečuje. In kar zadeva njega, jaz nisem imela občutek, da je izgubil. Jaz sem imela občutek, da je njegova izbira bila to, kamer je šel. Zdaj, a je ali ne, to je druga stvar. Tisto, kar je pa glavno sporočilo, da je vsak trenutek pomemben in da en trenutek, ko se iz dneva v dan ponavlja, je vsaki dan drugačen. On je slikal vsaki dan tiste veje in sonce, ki je prediralo skozi liste, ampak to je bilo vsakikrat drugače. Ne? In vsemu se je posvetil, ne vem, če ste bili pozorni, od tistega gospoda, ko je bil brezdomec, do tistega dekleta, ko je jedlo ob njemu, brez besed. Kako veliko lahko povemo brez besed. Čudovit film. To ste zdaj čudovito povedala, ker ravno to, v vsakem trenutku je toliko reči se godi znotraj tebe in okoli tebe. In ta film na res lep način, Nagisa prikaže to, kako pravzaprav nisi samo sam zase, ampak ves čas zreš ne samo v listje, kar je nekaj, kar je mogoče lahko hip, da se odpočiješ, da nekaj zagledaš, da se umiriš, da bolje vidiš, ampak lahko pravzaprav je cela paleta enih odnosov, ki ste omenila tega brezdomca, potem tega mladega pomočnika Takashija, njegovo dekle. Tudi, seveda, od tistega trenutka, to so te drobne reči, on je seveda na začetku malo jezen na tega fanta, ki malo po svoje okrog skače. Hkrati, recimo v tistem trenutku, ko pride ta mladi fant, ko ga za ušesa vleče, vidi, da je srčen, da na malo drugačen način. In to, kar ste vi, gospod, rekel, ta predanost, pravzaprav ni važno, kaj počneš, kje živiš, s kom si, če zmoreš biti v tem trenutku, na nek način videti sebe, drugega, je to pravzaprav, je svet bolj bogat. Je svet bolj bogat, in to je pač, zato jaz na začetku danes, nisem vedela, kaj naj drugega rečem pred uvodom, kot samo, da je to preprosto lep film. Ker na nek način, ker s toliko malo besedami, toliko pove, ti je kar malo nerodno, Nagisa, da bi govoril zdaj v vsako potankost in razlagal, tako, kot ste vi rekla. Da bi pokovalili z besedami. Recite. Ta odnos, če vidite, vsakem se lepo prikloni, brez besed. Mi, ko gremo po Ljubljani, Ja, pač isto mislimo, ampak vidite, ta pa pri vsakem, lep poklon. Ne vem, če je to največja vrednota na Japonskem, ampak to je odnos človeka do človeka. Pač v drugačen način vi pokažete, pa vi rečete dobro dan, pa ja, živijo pa to, pa se objemate. Ja, to je tudi en lep način, en lep, a ne? Ne rečemo, ne rečemo. Ta pesem, ko jo slišite, hitijo brez glave, kako bi rekel. Od Nice Falk. Vsi ljudje hitijo. No, zdaj ste se pa dotaknili še ene točke. Mislim,
Wenders je res neverjeten, Wim Wenders je neverjeten režiser. On je sicer tudi vešča dokumentarnih filmov, pomislimo na Buena Vista Social Club, pa Pino, pa zdaj nedolgo nazaj je bil Anselmo, a ne. Skratka, ampak tukaj gre seveda za popolnoma igrani film in scenarij, ampak je s tem prepletom tišine in glasbe, na nek način glasbe, s katero je marsikdo od nas tudi odraščal, jo poznamo od Lurida do Simona na koncu, ampak pravzaprav s temi rituali, ko on te kasete pač posluša, pravzaprav nam tudi s to glasbo kar veliko pravzaprav pove. Kako si ti to videla, Nagisa? Ja, ne vem, jaz sem tudi tako odlaščala s temi glasbi, ne. Ja, ampak jaz sem bolj opazila na tišino kot glasbe tokrat in glasba pa nekaj pride tako kot veter, tak nekaj, da tukaj ima meni, ne, mogoče vam pa je drugačno, ampak glasba opozori, da je zdaj tišina. Tako da nisem na glasbo videla, to je tako kot senca pa sonce, ne. Nisem na glasbo videla, ampak sem z glasbo bolj tišino videla. Tako da oprosti ne moremo dogovarjati. Ja, sej to sem mislila, ne, da glasba je na nek način preseka to, hkrati pa pove še ene reči. Seveda, jaz sem poslušala, kateri komadi so bili, ne, House of the Rising Sun, pa tudi film ima naslov po Perfect Days od Lurida, ne. Pa še besedila, ne. Ja, in tudi tam v tistem prizoru, v tem baru, kjer je ta gospa, ki tako lepo poje, in jaz sem prvič slišala v japonskem jeziku, ne. Jaz tudi. A ti tudi? Jaz tudi prvič. Ja. In tudi ta prizor je bil neizmerno lep, ne. Tam gospod je prijel za kitaro, na začetku so se malo hecali, zanimivo mi je bilo, da so jo naslavljali mama. A je to običaj? Ja, mama je tako kot, ne vem... Teta pri nas, recimo, da rečeš eni gospe. Teta v klubu. Tako da mi jih rečem. Jaz ne grem tak bar, ne, tako da jaz ne poznam, ampak ja, tako, to je za moški. Ne vem, če lahko rečem to zdaj moški, a pa ženski, ampak moški gre v tak barček in njih rečejo, ne, mama, pa je lepo oblečena. Zanimivo mi je bilo tudi to opazovati, zdaj jaz si Tokio predstavljam res tako veliko vele mesto, na nek način, tako kot ste vi, gospod, govoril, mesto ima gotovo tudi brezosebno, vsak je mogoče v svojem svetu. Zdaj, tukaj je pa prikazano cel kup, nekih, pa dobro, je ta park, so drevesa, je cel kup enih takih domačih prostorov, kako? Ja, pa tudi, mogoče vi ste videli, ne, da takrat, ko je on filmček prinesel, ali pa tam, kjer je ta javna, kako se reče, pravni stroj, ne? Ja, v pralnico, ja. Tam ste videli, mogoče pri pravnem stroju, ne, ampak tam, kjer je bila trgovina, pa ste videli take, pred trgovino v vsakem lončku ta svoje rožice. Tako v majhnem prostorčku ljudje živijo, tako kot on, ta glavni junak, ja. Tako da beton pa dozidano, ampak v Tokiu je precej park in v parku ne živi več tak, presalec, oziroma kot čudak v parku, zato ker ta mesto so jih odnagnjali, ne, ampak tam, živi človek. No, prej, ko si govorila, jaz sem se spomnila en izraz. Zdaj v Ukrajini imajo nov izraz, živeti življenje. Ta film je tako kot živeti svoje življenje. Vsak ima svoje življenje. Ni pomembno, kaj je bolj bogat, kaj je bolj pomemben, ampak vsak ima svoje življenje in vsako življenje takole. Tudi če je to majhen kotiček. Ja, sej pravzaprav tudi pri nas, je vedno več, to bi vedela gospa Meta tudi povedati. Meta, imate že mikrofon v rokah? Ja. Tako je, ker bi se rada na to navezala. A veste, meni je prišlo na misel, da tudi po glasbi pravzaprav se film sprašuje, koga je sreča. Mi se za srečo podimo cel življenje. In ta film je
nauk, da lahko živiš lepo, ne glede na to, kakšnih objektivnih okoliščinah živiš. Če znaš v teh okoliščinah poiskati tisto, kar je lepo, in ta človek je intelektualec, on bere Faulknerja, on A bere posluša Svetlobo glasbo. Avgusto, to sem bila neradovedna. Katera knjiga? A lahko jaz pardon. zdaj povem, pa povezujem s to gospo. Gospa, hvala lepa, ker ste to slišali, to ste povedali. Ne? Jaz bi rada z vami povezovala. On bere eno japonsko knjigo. To je bilo drevo. Pa je Od te gospe, ja. Od te gospe. Ja, Ade. Koda Aja. Ja. To je ena od moje najljubše knjiga. Pa tam noter, ne vem, če bom znala lepo povedati, to je esej, ne? In noter je veliko kratkih zgodb. In vse zgodbe so o drevesu. In en esej pa pravi tako, en mojster, en mizar, mislim, da je mizar, oziroma ta mojster za tempelj ali šlajn zidat, je rekel, no, tukaj imaš hrib, ne? Na hribu imaš veliko drevesa. Na severni strani je drevo, na južni strani je drevo, na zahodni, na vzhodni strani je tudi drevo. In tako rastejo. In takrat, ko uporabljaš les, če je ta drevo na severni strani, v hiši moraš uporabljati na severni strani. Če je zahod, na zahodni strani. Tako je mojster rekel. Ni tako, da na severni strani ne raste lepo, zato pa ta drevesa ni dobro za hišo. Ne? Ampak tam, kjer si rojena, pa tam moraš biti, kako se reče, uporabna. V takem načinu je mojster govoril in ta se mi prav všeč. Ja. Meta, povejte še naprej. Ja, saj ne vem, če bom znala. V tem smislu pač razmišljam, kako se velikrat zgovarjamo, da naša sreča ali pa nesreča je odvisna od tega, kar se nam v življenju zgodi ali pa kar nam ljudje naredijo. Tule pa začne človek razmišljati o tem, da pravzaprav ne gre za ta objektivna zunanja dejstva, ampak za to, kako jih mi doživimo in kaj mi iz tega pravzaprav naredimo. Ta človek je našel, prvič je imel zadovoljstvo, ker je svoje delo dobro opravil, njemu je to veliko pomenilo, ampak izven tega je on našel toliko ene lepote v življenju, od narave do literature in glasbe in kaj vem, česa, odnosov med ljudmi, da je to bogatilo njegovo življenje. In ob tej konfrontaciji s sestro, recimo, je to še tako bolj živo postavljeno, kako eni ljudje iz enega bogatega okolja tole delo imajo za skrajno nedostojno in kakšna razlika je v njegovem dojemanju tega, kar on v življenju počne, za kar se je odločil. Jaz imam tudi občutek, on se je sam odločil, kdo ve zakaj, da to počne. In neskončno luškanje, ko s temi otročki zgubljenimi in kako doživlja ta igrišča, kaj se tam dogaja, no polno lepih drobcev, meni se zdi prekrasen film, da bomo še dolgo o njem premišljali. Hvala, Meta, res je toliko enih zgodb znotraj tega, ravno ko ste omenila, tega otročiča, ki se je izgubil od mamice, tudi na nek način, kako potem, kako se ta mama najprej seveda v strahu, ampak potem vidiš, kako je lepo otrok pomerjen, ko mu pomaha, vesel, mislim, hitro, ja, tako lepo, Mama pa ne. Ja, ampak mama se je tudi ustrašila, ko ga je izgubila, Jaz sem samo radovedna, Nagisa, katero knjigo od Faulknerja je bral? Jaz ne, jaz nisem. Se ni videl? Jaz sem pol gledala, ni bilo. Ja, to zdaj ne veš, je Svetloba Avgusto ali nikako ima to oblikovano, to ni pomembno, ampak
Ja, ta komore bi, komore bi. Ja. Povezano z senco, namreč to je beseda tenja, ki označuje človekovo senco in jo zelo težko prevajajo v druge jezike. To je res. To se mi zdi zanimivo, kako različne kulture razvijamo to različno senzibiliteto in ker sta tukaj dva avtorja scenarija, Wenders in japonski avtor, se mi zdi je veliko ravno tega združevanja. In to, kar si Nagisa omenila, a ne, drevesa na severni, vzhodni, zahodni, južni strani, vsa so uporabna, ampak na ustrezen način. Midva z možem sva najemala stan v planini Las. Zelo starem pastirskem stanu je kamin, v bistvu ognjišče iz lesa, kar je skoraj nepojmljivo. Ampak stari mojstri, ki so to ognjišče izdelali, so rekli, če drevo posekaš v pravem trenutku, lahko les uporabiš za ognjišče. To je neka spet nek naš slovenski odnos do lesa, do drevesa. Vidiš, da recimo japonska kultura, kakor je različna od slovenske, da je veliko podobnega, kar mi bez Nagiso itak veva zmeraj znova ugotavljava, koliko je pa... Ja, hvala za te besede, ker v resnici, kljub temu, da lahko govorimo o različnostih kultur, seveda smo si pa zelo podobni. Popolnoma lahko vsako reč zelo dobro razumemo in tukaj je tudi fina kombinacija, ne, dveh soscenaristov, eden je z Japonske, eden je pač iz Nemčije, se pravi Wenders zraven, no, ampak seveda so pa kakšna poimenovanja lahko drugačna, ampak film na nek način nam kaže, kako pomembno je, dve stvari jaz vidim. Eno je to delovati tudi skupno dobro in drugo je biti na nek način zaznavati vsak trenutek posebej. Ne glede na to, kakšen ta trenutek je, ali je težek, žalosten, lep. Recimo tudi to je bilo zelo zanimivo, zdaj že proti koncu, spet ne vemo, to si lahko mi vse, tako kot je rekla gospa Meta, lahko bomo mnogo še razmišljali o tem, pa jaz sem zdaj že tretjič gledala film, pa se mi vsakič še nove stvari odprejo, ampak tukaj, ko sta se srečala ta dva človeka, moški, ki je bil bivši mož, v te gospe iz bara, pa bolan, na smrt bolan, in s to senco, kako sta, če sta dve senci, če se prekrijeta, če sta temnejši, tudi nekak nalaganje. Hkrati pa igra v tistem trenutku. Mislim, to lovljenje senc je tako, da se prebudi vsakem od nas lahko biti tukaj in zdaj. Je pa zanimivo mogoče, Nagisa, samo to, ker velikokrat se pa govori o japonski kulturi, recimo zdaj, ta izraz, jaz sem ga šele zdaj prvič slišala, komore bi, ne znam ga niti dobro naglasiti, ampak vem pa, da so pri nas popularne zdaj take knjige v tem smislu, ki so vežejo recimo tudi na čuječnost, ne vem, taki v bistvu, kako se pravzaprav umirita, pa ne bo to z nekimi tehnikami dihalnimi ali pa ne vem kaj vse. Povej, Nagisa, kaj si hotela reči? Ja, hotela sem reči, da če bi bila ti režiserka, a bi takrat se igrala, ne ta loviti sence, ali bi tako sceno bi dala, ali bi končala z resno sceno. Ne, meni je to zelo lepo. Zdaj, ne vem pa, kako bi jaz, ampak to mi je strašno lepo. Ja, kaj pa tebi? Meni tudi lepo. Obupano življenje, obupan trenutek, ampak nekaj osnovnega, gremo nazaj in pa vidimo, da je nekaj dobrega tudi. Nekaj dobrega, eno majhno srečo lahko najdemo, takrat, ko gremo nazaj. Zelo dobro vidim, nova tehnologija pa stara tehnologija. Ja. Ste videli, da se tudi tam starinari rekel, da se to prodaja, da je zanimivo, kasete, plošče, vinile, vidite, čeprav Japonska, saj jaz si predstavljam, da tu je neka visokotehnološka razvita država, vidimo samo pri neki, vidimo, da ima neki bolj sodobnega, tudi naš glavni junak ima en tak preprost telefonček, nima nič, da bi kaj, Tu je zdaj hotel, po mojem, režiser poseben
nemški, da zgodovina se ponavlja. Preteklost pride nazaj. Tudi v sodobnosti. Da zdaj predvajamo tudi kasete. Slučajno tudi jaz. Jaz sem zdaj odkril. Jaz sem zdaj kupil japonski Kasetofon. izdelek, ker lahko te kasete predvajaš. No, Evo. Ste zelo moderni. a Ja, zdaj zelo zelo moderno. moderno, ker imaš še priključek zraven za spominsko kartico ali pa za ključek. Lahko uporabljaš eno in drugo, ampak lahko pa uporabljaš tudi tisto, kar smo mi v mladosti doživljali, ne? Te lepe kasete. Ne? Ja, sej tudi lepo je gledati te prizore, ki sta skupaj z nečakinjo, ki imata vsak pač svoj fotoaparat. Vse to, film, knjige, fotografije, narava, no, ampak vse skupaj, tudi tole današnji pogovor, Nagisa, je meni tako, kot da bi skupaj sedli k ognjišču in se malo čas ustavi. A ne? In je to tako, vsak ima seveda, niso samo lepe reči, mi vsi živimo v istem svetu in v tem svetu niso samo lepe reči, ampak lahko pa na nek način, če smo nekako skupaj ali pa mečkam, da se zagledamo, da se vzremo drug od drugega, ne, pa mogoče se odpirajo stezice. Ja, za lahko boljšo najdemo pot. nekaj lepega. Ja. No, in mislim, da s tem, kar si rekla, da lahko najdemo nekaj lepega, da lahko zaključiva ta pogovor. Nagisa, jaz se ti res zelo zahvaljujem. Zahvaljujem se tudi vam. Hvala te, pa hvala In vam. vesela sem tega filma od res izjemnega režiserja Wendersa. Hvala lepa.